prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Dober gospodar prisluhne potrebam občanov in staršev in zagotovi sredstva za kakovostno izvajanje pouka. Danes smo se torej izbrali ljudje, ki se vsak po svojem dobro zavedamo, kako pomembno je dobro počutje s kakovostno učenje. Gradijo v trdne palače znanja. Pripravili smo kratek kulturni program, v goste povabili ljube nam goste, da bo ta svečana otvoritev primerno zapisana v zgodovini šole in kraja. To poletje smo se med poletnimi počitnicami odpravili na popotovanje po Sloveniji. Ja, vem, kaj mi rečete na to. Bolj militno bi bilo počitnikovati v Španiji, Ameriki ali celo na Maldivi, pa še bahal bi se lahko kako fancy šmenci vrstečih medveda ali zeleno mamo. No, nič od tega ne moramo ponuditi. Lahko pa vam povemo, da potovanje po Sloveniji ni bilo tako napačno. Spoznali smo kupico novih narečij in svoj jezik pretekovali na tisočine način. Ja, pravi se plašaš ti, ki si vso potovanje preživel ali na stranišču, ali pa popolno obreženo mizo. Še zunali nisi nič pustil. Čeprav babica, pa tako dobro hrane imajo po Sloveniji, pa tudi nevljudno je razočarati ljudi, ki se žrtvujejo za tvoj obrok. No, pa poglejmo, kako si se moral žrtvovati za svoje gostitelje. Predstavljate si, da je to moj oče. V resnici nimam vrka, jaz hočem, da jih imam. To je moja mati. V moji zgodbi nastopa kot svetovna popolnica s klobukom. To je moj biflerski brat, ki me spremlja vse. In to je moj nezreli mlajši brat, ki rad pavica. Potovanje začenjamo pri očetovi starši po 5 minut. Delati nas je pospremil na vlak. Dobro se peljete s cugom, moja čeha moja. Pa stari še dobelate obredimo, da te trej kukuruca, tikve pa luk spravite zime. Kak ptiči na protoletje se vrnite svoje gnezdo. Na tu pa imate malo južine pa povetico, ka vam ne bo prežmetno s cugom potubati. Pa Bog z nami. Takoj, ko smo Štajersko pospeli s cugom oziroma vlakom, smo že takoj doživeli manjši komunikacijski šok. Saj se moj nezreli brat celo pot vase s keksi nalival sokom, zato je komaj zdržal do postanka v Mariboru. Skočil z vlaka in prvega mimoidočega povprašal. Gospod, kje je tle toaleta? Čuj povedz, jaz ti nič ne razumem. Kje je tle toaleta? Povej, kaj bi rad, jaz sem se majzem po na tu. Luna mora. Aja, nahajzem bi rad, tega tak reči. Idi tu dol po hodniki, pa na prvi neki se vneš levo, tam boš naš hajzel. Čuj, pa te nam šlo onega, za dekline. Kako ti da? S Ljubljana še malo prihikujem. Ljubljaničani, no, vse lepo da prijete. Morate iti na pohode, tam ima gorske bicikle. Da poprimeš za balanco, pa se furaš v njih oši. Brigate, luft je spihal fris. Samo akčite, da boš kratek bolfing ne zapazi. Ne smete špukat po šarati v šumi, ker vam vse vidi. Oči, sem se že ponudil. No, te pa v redu način. Idite gor na pohode, na žganke. Čuj, kakve ljudi, kar se srečaš tu. Pot smo nadaljevali po prelepih pohorskih gozdovih s kolesi, kot nam je priporočil prijazni Ajzen Konar. K sreči na poti nismo srečali nobenega nagajivega škrata Bolseka, smo pa zato črni na Koroškem naleteli na nagajivo babico oziroma Koroško obilico, ker je bila mamina Ruta tako zelo všeč, da se je povabila na kosilo. Na mizi so bili same dobrote. Vidim, da imaš kopce črnice, a ste gledi skošja. Joj, kako imaš ti lepo apeco. Katerička curica pa našla s takim šikanim muštvom. A ste že proškali? Sploh vidva pa oba. Mam ajdove žgate z grumpi, esti kaj za Atija, če te pa na južini stali, bo pa še ta štempelnova župa, murkova salata pa tosti kmen. Naslednji dan smo se z avtobusom odpeljali skozi krasne Koroške doline in kotline na Gorenjsko. Zaradi gorske lepote z oče in mama, kar malo pomešala film in realnost, da nam čisto sramotila pred celim avtobusom. No, kar povedz, tole je sramota.
večero in oče not pare. Teta Pihta! Teta Pihta! Ti že dana, teta Pihta, kak Petra? Ja, za tiste racnije za moco po zbaru. Sam Pihta štikać noč ne da. Bajdo na vulgarski spev kartac pa ne da. Dajte na teta, sam bom na šuštarski del novi šovnek pil. Teta gor, ne dam pa ne dam. Krzne sejte me, pa ušesa mi navite, samo kar moče zaradi mene ne kaznujte. Ti pa je tista grica zle, a spet skoši na grba kavrstvo, ki upriza. Dajte na teta, a udarva v roke za novi šovnek. Če v take zrušten suve požiše skriva. V tem pripetljaju smo pot nadaljevali z gora v doline, z Gorenjske v Notranensko. Dežela desetega brata nas je pričakala v soncu in petju, saj smo naleteli ravno na trgatev. Počakala nas je magna prijateljica. Vsak talent je glavne, enkrat na lejce talenti zberemo na trgatev. Vsak med ima trtak, da vinu, pa zidanca, da parjatki malo kul pridejo. Poj pa prinese še malo za narezati špajci, kakšna klabasu, pa malo sera na lesena dilca. Ta najbolj je pa frišen pečen krk iz ta krušne peči, tak, da je malo zakrusta. Poj, ker se mu pa fajna jel, pa mu pa še ena zaplesana slakava ta domača. Vi pa tudi lahka. S težkim srcem smo se poslovili od uspelih Dolencev. Tako, mi zaključujemo našo ličkano štorijo o slovenskih pokrajinah in jedeh. Želimo vam, da bo v naši novi kuhinji lepo dišalo tudi po slovenskih domačih jedeh. In pa kot bi rekli naši prijatelji Primorci, ki smo jih tudi mislili obiskati, ampak jih zaradi časovne stiske nismo, da boste lepi pa tolsti. Pa dober dan. Kako smo Slovenci ponosni na svoje jezikovne in kulinarične posebnosti, smo pravkar videli. Tudi na šoli smo zelo ponosni, da za svoje učence pripravljamo bogate obroke, da je hrana dovolj, da je hrana zdrava in lokalna, da se vsako leto pridružimo akciji tradicionalnega slovenskega zajtrka, ki je iz leta v leto bolj obiskana. Meni pa se je vedno zdelo zabavno tudi to, kako blizu sta si na naši šoli kuhinja in oder, kulinarika in kultura, želodec in srce. Celo skupni prostor si delita, jedilnico. Ta se v hipu spremeni v dvorano in spet nazaj v jedilnico. Ampak če poleg pomislimo, mar ne gre v resnici za zelo osnovno sobivanje. Kje, če ne pri mizi, se mlad človek nauči kulture druženja, strpnosti, pogovarjanja, sprejemanja sočloveka, sprejemanja novih okusov. Skratka, kulture in kulture prehranjevanja. Zato je za otroka še tako pomembno, da sta kuhinja in jedilnica tisti varni točki na šoli, kjer lahko miro použije svoj obrok, ki mu ga postrežijo prijazne kuharice, da lahko pokramlja s prijatelji in zadovoljeno trpi pouk. Ko pa se jedilnica spremeni v gledališko ali pa celo v plesno dvorano, poteši še lahko srca, pa prijazni dobre besedi, srce nahrani in telo. Dekleta s kvarteta Pan nas v nadaljevanju kulturnega programa vabijo, da spregovorimo besede prave, povej nekaj, say something, kvartet Pan. Za njimi nas bo Žiga Pogačar popeljal do Ljune in zvezd. On you I'll be the one if you want me to. Say something, I'm giving up on you. Say something. Hvala vsem za ubrano melodijo. Za odrom pa se že pripravlja še ena izjemna pevka iz našega kraja.
in jedilnico zelo dobro poznam, saj s svojim glasom popestrila marsikatero šolsko prireditev. Predvsem je bila nepozabna s svojimi sošolci v sezoni 2007 do 2008, ko je bila glavno vlogo v musiculu Mamma Mia. In to še preden je vročica musiclov zajela Slovenijo. Sošolci je bila pred svojim časom. Skupaj so videli prihodnost. In na nek način tudi mi tukaj danes vidimo prihodnost. Jo odpiramo in odpiramo. Prostori, ki jih bomo svečano predali, uporabi, so sodobni in namenjeni novi mladosti, novi prihodnosti. No, da torej vabim Ino Šaj, oziroma pri nas Martino Šraj, večkratno udeleženko Eme in na to nekdanjo učenko. Zapela nam bo pesem Havana. Zdravo. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz sem zelo vesela, da sem danes tukaj. Najlepša hvala Ani Muši za povabilo. Vedno se z veseljem vrnem na tale oder, ki je v bistvu bil prvi ta pravi oder, na katerem sem lahko pela in si nabirala izkušnje. Čeprav sem že takrat imela veliki sanje o večjih odrih in so se uresničile in se uresničujejo še naprej. Zahvala gre pa seveda tej šoli in vsem učiteljem, ki se trudijo še zdaj. Lepo je videti, da se razvijamo, oziroma se razvijate in zato sem si tudi zbrala tole pesem Havano, ker je prav, da sanjamo, tako da jaz upam, da boste uživali in malo se zibali z mano, ni treba samo sedeti, tako da evo, Havana. Načrtovali, izvajali in plačali, mislili tudi na učence, ki bodo v šoli preživljali svoje dohodnive. Verjamem, da je o tem veliko premišljevala tudi naša gospa ravnateljica. Zato jo vabim k mikrofonu, da nas nagovorijo ob tej slovesni priložnosti, da pove, kaj novi prostori pomenijo učencem in zaposlenim na šoli. Zaploskamo gospe ravnateljici, Ani Mučitelj. Lepo pozdravljeni v naših vrstah, redko kdaj na teh stolih, tako pomembni gostje, kot gospod župan občine Domžale, Toni Dragar, gospa podžupanja Renata Kosec, potem častni občan dr. Peter Primožič, svetniki in svetnice občine Domžale, predstavniki krajevnih skupnosti od blizu in daleč, ter seveda tudi predstavniki javne uprave občine, predstavniki izvajalca in pa seveda vseh tistih, ki ste se v tem času trudili za to, da bi torej ta gradnja, ki smo jo začeli že junija prejšnje leto, bila čim bolje in čim prej končana. Nenazadnje, seveda, lep pozdrav vsem vam, učiteljem, kolegom, kolegicam in seveda mojim kolegicam in kolegom v kuhinji, ki so zdaj v teh novih prostorih, o katerih govorijo otroci, upam, da več kot zadovoljni. Poleg tega pa vsega tega ne bi bilo, če ne bi bilo staršev in seveda vrstnih učencev in učencev. Torej, dobrodošli na tej slovesni otvoritvi dveh predvsej ločenih prostorov, torej šolske kuhinje in 4 učilnic v nadzidku šole. Taki dogodki so vedno neka prelomnica v spominu. Danes, ko sem opazovala generalko in sva se z Ino Martino po dolgih letih ponovno srečali,
se mi je zdelo, da sem se vrnila in podoživela nekaj trenutkov, ki smo jih preživeli na tej šoli in se seveda spomnila tudi prve otvoritve prizitka leta 2002. Od tega je 16 let, gospod župan, bojim se, da bo naslednji prizidek prej kot čez 16 let. Glede na to, koliko se gradi in seveda, če bo še naprej tako ugodno gospodarsko okolje. Torej, prvi prizidek in seveda vse to, kar se je potem v teh prostorih dogajalo in v letu 2018 otvoritev teh prostorov je seveda ena taka časovni sprehod, v katerih se spomni človek lepih, pa tudi kdaj manj lepih dogodkov, ampak v teh danes seveda ne. Istočnica za današnji govor pa mi je tudi ponovno Martina, ko sem razmišljala o tem, da koliko talentov je pravzaprav prestopilo prag tega odra, koliko športnikov je metalo na koš ali se zbiralo na gredi, koliko različnih piscev se je preizkušalo v teh prostorih, v teh letih. In sem razmišljala, kaj pravzaprav šola lahko ponudi takim talentom, kot je Ina. Na nek način samo okoliščine, možnosti, mnogo stvari in dogodkov, kjer lahko izživijo in seveda sploh prepoznajo svoj talent. Namesto njih ne moremo delati, namesto njih ne moremo vztrajati in namesto njih se ne moremo truditi. In to je njihovo delo. In spet je Martina dokaz temu, pa ne samo ona, seveda, pogledajmo samo pri vseh uspešnih športnikih ali kulturnikih, zadaj je vedno trud, delo in vztrajnost. In brez tega ne gre, če tudi imaš talent. Naslednja misel, ki se mi je prikradla prav danes, ko sem se sprehajala sredi 500.000krat po tej šoli, tako da ne rabim hoditi na tek posebej ali pa fitness, je ta. Mislim, da približno mesec dni nazaj smo imeli na šoli obisk učiteljev iz evropskih držav, iz evropskih držav, iz predvsem zahodnih evropskih držav. Med drugim smo jim razkazali šolo in niso se mogli načuditi, da imamo knjižnico, da imamo računalnico, da imamo garderobe, da imamo jedilnico in Bog ne daj tudi kuhinjo. Imeli so široko odprte oči in rada bi, da se zavedamo, da je standard slovenskih šol res visok. In mislim in upam si trditi, da je standard šol v občini Domžale mečkeno višji od drugih standardov. Tako da, dragi krajani, starši, dobro bi bilo, da se zavedate, da to, kar dobivajo naši otroci v šoli, je pravzaprav vaš prispevek. To so vaši davki. Z njim vzdržujete ta standard. In jaz bi vas posebej prosila, da na to ne pozabite. Iz nič ni nič. In sem iskreno hvaležna za to, da občina Domžale to, kar dobi od vas, tudi koristno uporabi. Namreč, rekli boste se, to je njena dolžnost. Ja, po eni strani, seveda. Ampak obstajajo tudi občine, ki se zanimarajo to dolžnost. Tako da, hvala lepa občini Domžale in gospodu županu. Ob tem, seveda, pa lahko rečem, da to so že pomenili otroci, lepi prostori dajejo dobre pogoje, ne samo lepi, tudi uporabni, zato, da se lažje učimo in tukaj seveda je potem se vidi tudi naš uspeh, oziroma to, kar smo tukaj znani naših otrok, spodbujanje potencialov, ki jih imajo.
in napredek naprej potem v življenju srednje šole in kakorkoli. Da ne bom predolga, rada bi samo še to, da se zahvalim ob tej priložnosti, kot sem že rekla, občini Domžale, gospodu županu, vsem sodelujočim v projektu, oddelku za investicije občine Domžale, še zlasti sem sodelovala z gospod Sonjo Spruk, večkrat sva se slišali, da se tudi nisva strinjali, pa nič hudega, na koncu je bilo vse zato, da so stvari boljše. Projektantki, gospe Sonji Burnik, nadzornemu, ki je budno pazil na to, kako se stvari odvijajo, gospodu Rešu Robiču, ter seveda ne nazadnje tudi gospodu, s katerim sva skoraj na dnevni ravni sodelovala, včasih bolj prijazna, drugič manj, odvisno od hrupna in drugih stvari, gospodu Andražu Šleglu. Ter seveda ne nazadnje vsem kolegom in kolegicam, ki ste potrpežljivo ves ta čas živeli na nek način v okrnjeni kuhinji, jedilnici, prostorih, kjer smo se malo da ne spotikali drug ob drugega, kjer ni bilo jadranja in stokanja in kdaj živo in kako. Učencem, ki so ravno tako potrpežljivo čakali na svojo kuhinjo in učilnice, in seveda iskrena hvala tudi nam staršem, ker nisem v tem času prejela niti enega klica, ki bi bil nestrpen, nesramen ali kakorkoli drugače rekla neprimeren. Torej, hvala lepa vsem. Seveda se vedno zgodi, da človek na tem mestu koga pozabi, vendar moram reči, da se iskreno zahvaljujem danes pripravljalcem te predstave, gospodu Domjaniču, ki je napisal scenarij, Maji Nobad, ki je prispevala sceno, Karmen Logar, ki je bila zadolžena za pevske točke in še seveda našim učencem, ki danes nastopajo in še enkrat in čast. Hvala lepa. Hvala, gospa ravnateljica, za vaše razmišljanje. Če pa se strinjate, bi sedaj na oder še enkrat vabili Ino Šaj, ki je bila tako prijazna, da se je odzivala vabilu župana in obogatila našo slovenskost. Zapela nam bo svojo pesem iz Eve Ime 2017 Color Me. Mi samo na vides hodimo v šolo, v resnici hodimo na zajtrk, malnico in kosilo.
šoli še večerjo, bi tudi to pospravili tako načisto. Na šoli smo naredili kratko raziskavo o tem, kaj učenci čutijo do kuhinje in jedilnice. Zapise in pesmi vam bomo predstavili v točki, ki smo jo preimenovali. Pozdrav koncu! Šolska kuhinja Time. Še pol leta nazaj smo imeli staro in premajhno kuhinjo, zato so bile kuhanice žalostne in so trpele. Mi pa nismo jedli najbolj dobre hrane, a naša glasna kakovostna šola je privarčevala denar za prenovo kuhinje. Kuharico smo posebej, manj tega in kar je najbolj pomembno, je dobro jemo. Naša kuhinja, Neža, kaj tako diši? V naši kuhinji zvonce vse kadi, včasih korenčki, meso solata, včasih brokoli, makaroni, omaka. Vse dobro diši, le kaj danes ne veliko stoji. Najraje imamo dan, ko se slepkamo brez dan. Zdravo, nezdravo, nam je vseeno, le da je dobro in prav narejeno. Šolska kuhinja, Matitin Matevž. Šolska kuhinja je nova, blešči se kot legor, ter sije kot sonce, saj ima nove lonce. Kuharice prijazno pripravljajo dobre obroke in vsak dan razveselijo mnoge otroke. Lakote žeje na šoli ni, ker naše srčne kuharice pripravljajo domače, dobre, zdrave jedi in napitke za nas odbitke. Šolska kuhinja, Oskar, Doman in Edi. Končno novo kuhinjo smo dobili, da v njej dobro hrano bodo delili. Ravnateljica nam zagotovila je, da dobra hrana je za vse. V šolah pridemo tudi zaradi malice, ki jo delijo prijazne in dobre kuharice. V šoli hrana zdrava je, ker pripeljana z domačih kmetije. Kuharice prijazne so, da z veseljem nam dodatek dajejo. Vsako hrano rad in pojemo in s polnim trebuhom v pouku gremo. Mafini dobri in sladki zaviti v papir, mafini so energija vir, ko jih poješ, pa so prekratki. Njoki, lučkan, ko na jedilniku so njoki, zraven pašejo še soki. Vso to hrano jaz pojem, ter do sitega se ne jem. Rajda imam še palačinke, okusne sladke potrebinke, ki hitro zginejo, objem zaboja. Solata, Andreja. Solata sočna in hrustljava, vse povsod je zdrava, a jaz rada je ne jem, nikomur tega ne povem. Pica, Marjetka. Okrašeno testo je pica, ko pojemjo se mi smejijo lica. Omaka, kupe šunka sir, pojejo da pomir. Klobase, jaka, ko v šoli imamo klobase, se počutim gurman prve klase. Ampak za pošten dodatek je odbor na žalost kratek. Cmoki, Anja. Cmoki so okusna stvar, še bolj, če dobiš jih par. V kuhinji so malokrat, kadar pa so, je treba kakšen košnik več oprati. Šolski cmoki, Maj. Šolski cmoki so obilni oboki, pred tabo se cedijo, ti dobrodošlico želijo. Imajo skoraj popolno polnilo, z dovolj kalorij, ki te oskrbijo. Vedno lahko dobiš dodatek, kaj ti ješ bolj obilno kot tvoj atek. Naša hrana, Neža. Učenci smo zelo veseli, naši trebuhi bodo spet debeli. Vse, kar dobro se nam zdi, na naših krožnikih stoji. Zelenjava, sadje, sladkarije, meso in druge traparije. Če kuhari dobro naredijo, jemo kot zastavo, našo hrano pravo. Vsak ima nekaj rad, cmoke, njoke, čuten, vse to je pravi rajski grad. Kuhinja, ti sem, kuhanca ti pomembna sobica, ker polniš nam želočke, dajemo ti žetončke. Nova kuhinja, Ana. Nova kuhinja je prišla in je glasno sproščena, ker danes dan je za zabavo, se je veliko ljudi posmejalo. Kuhinja je prava reč, vsem učencem je zelo všeč, ko usedejo se za mize, si postrežejo sladice, kuharica tam jih gleda in razmišlja, to bo zmeda. Ko pa učenci pojedo, hitro v učilnico gredo, zdaj treba vse pospraviti in hrano za naslednji obrok pripraviti. Kuhinja. V šoli kuha kuharica, iz kuhinje gre puhlica, pomaha zvonec naj zvoni, da po hodniku do ni. Pride otrok, da se kar tre, lakni so, to se že ve. Ribne ga mi skačejo, dobro hrano hočejo, ko želodci polni so, se v učilnico odpravijo, se drug pred drugim hvalijo, da več kot ti pojedli so. Kaj mi pomeni kuhinja, Maja? Kuhinja je zame zelo pomembna, saj če je ne bi bilo, bi jaz do konca dneva ostala brez kosila in ne vem, kako bi preživela. Zato sem zelo vesela, da je kuhinja na šoli.
Želi mi, da bi še dolgo delala svoja slastna kosila. Jerca, pomeni mi veliko, saj nisem nikoli lačna. Hrana mi pomaga tudi v šoli, saj potem, ko se dobro najem, lažje mislim in se koncentriram. Šolska kuhinja. Ana in Lucija. Šolski zvonec zazvoni, razred hitro odleti, da do kuhinje prileti. Kuhinja je pomembna stvar, saj od njej odraščaš in postaješ star. Zmeraj znova v njej diši, saj kuharica s kuhanico okolo hiti. Velikokrat dodatek odhitiš in se kuharici nasmejiš. Vesela je vsakega pozdrava, saj smeh je pol našega zdravja. Ker novo šolsko kuhinjo smo dobili, se zahvaliti nismo pozabili. Lepa hvala. Daj še bolj radi v šolo bomo prihiteli in vsi ti domov odrveli. Slišali smo vtise učencev, slišali smo nasvete in želje učencev. K sreči nam je z nami gospod župan, ki v imenu občine Domžale te želje izpolnjuje. Občina je vedno znala prisluhniti in upoštevati potrebe tudi svojih najmlajših občanov. Tako se Radomelska šola lepo širi in obnavlja. Zato k mikrofonu vabim župana občine Domžale, gospoda Tonija Dragarja. Spoštovani, v bistvu se zdaj počutim kot včasih kot študent na fakulteti, kjer je profesor že s svojim vprašanjem vse povedal in potem bi si vedel, ali je to mogoče namenoma, ali lahko to ponoviš kot dobro, ali bo rekel, Dragar, 5 je zadosta. No, ampak vseeno. Spoštovani gostje, spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani častni predsedniki naših krajevnih skupnosti, s katerimi že dolgo leta sodelujemo, predvsem pa vsi tisti, ki ste želeli, da smo danes tukaj. Najprej, seveda, poleg pozdravov, želim vsem en prijeten dan. Danes ni čisto navaden dan, danes je dan, kot ste slišali, po 16 letih ponovno odpiramo prizidek. Jaz se teh 16 let nazaj ne spomnim, kar ti šele novembra bom 16 let na občini, ampak verjamem, da se gospod Primožič pa tega spomni. Skratka, hvala lepa vsem. Najprej seveda zahvala gospe ravnateljici, ki je v nenormalnih pogojih uspela spraviti skozi več kot temu pol leta pedagoškega procesa, tudi, če hočete, jedilnice in vsega tule v naši šoli. Seveda so bili večkrat tukaj. Jaz recimo se spomnim našega medenega zajtrka v novembru, ko smo tule v tej jedilnici nekako sicer jedli tisti medeni zajtrk, ampak tule zraven so pele štebrce, tam zraven so deli bagri in seveda prepričevali so nas, da seveda to ni nič takega in da bo to vse roko narejeno. Ok, smo razumeli. Hvala seveda tudi vsem posebej šole, predvsem učiteljem in se pravi zaposlenim v kuhinji. Hvala jim zato, ker so res imeli nemogoče pogoje. Če pogledate tole zadaj, tam so zdaj klopi, tam je bil delilni pult, tam je bilo vse razštemano in tole noter so pač učenci imeli svoje obrobne malce in kosilo. Tako da ni bilo enostavno. Seveda tisto, kar sem danes že slišal, občina je definitivno dolžna zagotavljati vse pogoje za naše osnovne šole. Seveda, veste, da imamo 7, da smo 7. največja občina in da upam, da je zdaj kuhinja koliko je treba, da jeste zdravo hrano. Jaz vas, spoštovani starši in učenci, v tem trenutku prosim, da se ne smejete. Moram vam povedati, da smo z današnjim dnem
občina Domžale spet najbolj zdrava občina v Sloveniji. Seveda ne meni gledati. Prosil sem vas, da se nasmejete. V glavnem, seveda potrebujemo učilnice in ne nazadnje, to je ena redkih šol, ki ima 103 prvošolčke, torej za bodočnost Cerkniga. Imamo 759 približno učencev na naši šoli, tule na severu, kot jo rado poimenujemo. Seveda vse opozarjajo, da to ni šola Radomlje, ampak je šola Preselje pri Radomljah, to me večkrat popravijo. In seveda imamo 35 oddelkov. To je naša največja šola, morda ne po število učencev, ampak po število oddelkov. In ne nazadnje vam seveda lahko povem, da je to ena od zelo, da rečem, dobrih, najboljših ali pa zelo dobrih šol in naj tako tule tudi ostane. Seveda bomo poskusili z določeno omejitvijo novogradenj tudi prispevati, da bo dovolj prostora, ampak se veste, investitorji in ostali ne sprašujejo, tule gre vse naprej. In na koncu seveda bi rad povedal tudi mojim spoštovanim bodočim kolegom, da ne, da se samo iz te šole rojevajo novi kulturniki, novi športniki. Jaz upam in verjamem, da bo enkrat iz tega konca prišel tudi kakšen župan, županja. Imeli smo že ene pobude za mlade, naše sošolce, ki so bili pri nas na občini in so pogledali. Nekatere mi je bilo všeč, več ali manj, so vas gospod podžupanjo ugotovila, da si otroci predstavljajo kaj drugega. Da ni treba več delati, da se veselo rediš, da hodiš okrog, takole govoriš, čakaš, kaj bo otvoritev in na koncu greš domov gledati fuzbal in to je to. Jutraj pa spet ob 8, kartica, tajnice in ostalo. Ni tako, pa pustimo to za drugič. Še enkrat bi se pa rad zahvalil predvsem mojim sodelavcem iz občine in pa našim občinskim svetnikom. Torej brez pritiska na zeleni gumb, da odobrijo celo investicijo, ki je bila približno 1.100.000, torej 1 milijon gradbena dela, 60.000 oprema za učilnice plus nadzor, torej cirka 1.100.000 skupaj s PDV-jem. Seveda mi ne bi mogli tega izvesti in ne nazadnje so spremljanje, torej tamle zadaj so se skrile moje punce, torej Sonja, hvala za vse, Kristina, ki bdi nad drugim delom, seveda svoja ravnateljica ve, o katerih puncah govorim in prosim, ta teden jih pustite na miru. Hvala lepa vsem, uživajte danes, odprli bomo novo kuhinjo, nove učilnice in verjamem, da bo tule v Preseljah še več znanja in kot smo rekli, tudi severni del Domžal ne bomo pozabili. Srečno vsem skupaj. Najlepša hvala. Lahko še vam zahvalim. Ja, tudi pa za karto spomno. To, še posebej. Hvala še enkrat za povabilo. Zelo lepo se je bilo vrniti sem. Zdaj imam pa še eno pesem za konec, ki ima pa živahna. Tako da, če želite, potem na koncu malo ostanete, se bodo tudi učenci pridružili. Tako da kar dajmo grafiti.
bomo ustavili pred izjemno lepo in sodobno opremljeno kuhnjo, nato se bomo po šolskem hodniku odpravili do novih učilnic na razredni stopnji. Na koncu pa se bomo še pogovorili in poveselili ob jedači in pijači. Izvolite, naša kuharja s trakom že nestrpno čaka. Ali sem pogledal če? Še svojega. Ne Evo. Pa kaj novo reči? Šica ne znam. Ne bojo vsi znali. Šica ne danes. A ne? Pa še lep razgled imajo. Šica ne danes, jaz ne znam. Slab pripravljam. Čisto novo To ženi bo še zagrev, ti grejo table gor pa dol.